Hej, fantje, Ivan je tukaj in Ronaldova nogometna ekipa Al Nassr je pravkar odprla preizkuse za nogomet. In če si dovolj dober, lahko prideš v ekipo in dobiš pogodbo za $1 milijon. Fantje, ampak je en problem. Nisem dovolj star, zato imam drug načrt. V 24 urah bom spremenil svojega očeta v profesionalnega nogometaša. Gremo. Kako se počutiš? Počutim se močnega. Pripravljen, pozor, zdaj. Oče, daj no, to je pogodba za $1 milijon. $1 milijon? Sem v igri. Ne smeš zamuditi te priložnosti. Gremo. V redu, najprej bomo preverili tvoje nogometne sposobnosti. Vidiš tisto mrežo tam? Samo vzemi žogo in jo udari naravnost v mrežo. Tako kot to. Enostavno. Igral sem nogomet, preden si se rodil. Seveda, oče, očitno si starejši od mene. Pazi, dobro, pokažem ti samo enkrat. Daj no, to je tvoja priložnost. To je bilo ogrevanje. Ogrevanje, v redu, v redu. Samo poskusi še enkrat. Tukaj je trava mokra. Popolnoma suha je, ampak kakorkoli. To je tvoja priložnost, da igraš v isti ekipi kot Ronaldo. To je bilo zelo blizu, ampak ne čisto. V redu, oče, pozabi na brco. Zdaj preizkusimo drugo veščino, to so dvigi žoge. Vzemi žogo in jo drži v zraku z obema nogama tako. Vidiš, je precej enostavno. Daj no, zmoreš. Ni problema. Daj no, pokaži mi svoje veščine. Oče, kot vidiš, imamo nekaj dela. Zato mislim, da gremo na pravo igrišče s pravimi goli in žogami in te bomo trenirali kot profesionalca in boš prišel v ekipo. Fantje, dajte všeček, če mislite, da bo oče uspel. Ali verjamete van ali ne. Poglejmo, koliko vas je tam zunaj. Za $1 milijon sem pripravljen na vse. V redu, potem pa pojdimo na igrišče. V redu, zdaj smo na igrišču. In danes, oče, imaš 5 izzivov za dokončati. Prvi je sprint okoli celega igrišča 3-krat. Drugi bo zigzag sprinti za koordinacijo. Tretji bo streljanje na gol, da lahko dejansko prideš v ekipo s streljanjem. Četrti bo podajanje in nadzor žoge in peti, najpomembnejši moraš narediti Ronaldo chop. To je njegova najljubša veščina. Po teh 5 izzivih bo prišel trener Al Nassr in videl tvoje veščine ter odločil, ali se lahko pridružiš ekipi in podpišeš pogodbo za $1 milijon. To imam. Igram nogomet od leta 1992. V redu, začnimo s krogi. Oče, kaj počneš? Raztezanje. To je ključ. Ni časa. Gremo na kroge. V redu. Vem, da morda mislite, da lahko moj oče samo hodi, ampak ga bom meril s časom, da bo lahko uspel le, če bo dovolj hiter. Enostavno. Kdaj začnem? V redu, v 3, 2, 1, zdaj. Gremo, sprint. V redu, daj no, hitreje. Potisni se. V redu, fantje, smo pri 15 sekundah. Daj no, oče. Zmoreš to. Daj no. V redu, naredil je 1 krog. Potrebuješ še drug. Enostavno. Moraš to narediti v manj kot 1 minuti. Daj no, oče, pomisli na to ekipo. Daj no. Pomisli, koliko denarja boš dobil. Še zadnji. Zadnji krog. Oče, daj no. Imaš še 10 sekund. Gremo. Ne zmorem več. Dobro, opravljeno. Sem mrtev. Naredil si to v manj kot 1 minuti. Si kot profesionalni nogometaš. Da. Res? Lahko gremo zdaj. Kaj misliš? To je šele prvi izziv od 5. Daj no, moramo narediti naslednjega. Dvigni svojo energijo. Naslednji so cikcaki. V redu, oče, vidiš te stožce? To je drugi izziv. To so cikcak teki za tvojo koordinacijo. To je profesionalni nogometni tok. Pokazal ti bom, kako to pravilno narediti. Pokazal ti bom enkrat. Začel boš tukaj in boš šel 1, 2, 3 in tako naprej 4-krat. Torej boš šel 1, 2, 3, četrti. Razumeš? Naprej in nazaj 4-krat. Da. Morda bom naredil 3. Ne, oče, narediš 4-krat. Hočeš priti v ta klub. Da, sem profesionalec. Oče, daj no. Z žogo ali samo z nogami. Poskusi to narediti čim hitreje. V redu. 3, 2, 1, gremo. Ne podri nobenega stožca. V redu, zdaj spet nazaj. Ne, moraš iti spet skozi stožce. V redu, oče, to ni bilo slabo. Ampak zdaj si pripravljen to narediti z žogo. Ne. So preblizu skupaj. So točno tam, kjer morajo biti. Naredi to. V redu. Si pripravljen, oče? Si pripravljen na to? V šolskih dneh sem bil najboljši. Da, sem pripravljen. Na moj žvižg. 3, 2, 1. Gremo. Daj no, v redu je, nadaljuj. So preblizu skupaj. Samo podiraš jih. No, to je bilo nekaj. Definitivno si hiter. Moje drugo ime je Ronaldo. Ampak daj no, podrl si skoraj vse stožce. Mislil sem, da jih moram podreti.
No, ne čisto, ampak v tem primeru, če si tako mislil, to pravzaprav ni slabo. Mislim, da boš skozi video vedno boljši. Pojdimo na naslednjega. V redu, naslednji izziv je streljanje. Imaš žogo, imaš gol. Zadeti moraš zgornji kot, spodnji kot in prečko. V redu, mi lahko pokažeš? Seveda, tukaj je, kako to narediš. Najprej spodnji kot. Tako je. Zdaj zgornji desni kot. Tako je. In zadnji je najtežji, prečka. Zakaj moraš streljati v prečko? Prečko moraš zadeti ne zaradi golov, ampak zaradi natančnosti. Oh, zdaj razumem. V redu, tukaj je. Pazi dobro. Vidiš? To je nemogoče. Vse je mogoče, oče, poskusi. V redu, poskusil bom znova. To zmoreš. Spodnji kot. Daj no. Ciljaj, ciljaj. A si resen? Kaj je bilo to? Oče, ne skrbi. Morda se lahko malo približamo. V redu. Poskusimo od tukaj. Postavi nogo in streljaj in ciljaj. Poglej, gol. Ciljaj in streljaj. Poglej gol. V redu, pripravljen sem. Daj no, oče. Daj no, daj no, daj no. Mislim, da je to še boljši gol. Da je. Zdaj moraš zadeti zgornji desni kot. Zgornji desni kot. To ni mogoče. Moraš mu dati moč, da gre gor. Zate nemogoče, zame enostavno. Dobesedno sem ga zadel. V redu, zgornji desni. Brez skrbi, lahko poskusimo znova. Daj mi drugo žogo. To zmoreš, to zmoreš. Zdaj se pa pogovarjava. Vav, to je bilo dobro. V redu, zdaj pa zadnji izziv s prečko. Kaj je to? Si pozabil, kaj je prečka? Da. Sem. Poglej, to je prečka na vrhu. Vidiš, to je prečka, oče. Sem vedel. Samo preverimo. In če jo zadeneš v prvem poskusu, je to v bistvu že brezplačna vstopnica v ekipo. Imaš motivacijo. Gremo, dvigni. Oče, dobro ti gre, ampak dodajmo malo začimbe. Moraš zadeti ta cilj. V redu. Bum. To je bilo pravzaprav kar dobro. Bum. Vidiš to? Da, to šteje. Vidim napredek. Pojdimo na naslednji izziv. V redu, oče, prej smo videli tvoje strelne sposobnosti. Zdaj je čas za podajanje in nadzor žoge. Podajali si bomo žogo. Najprej samo stojimo, nato pa se bomo premikali in podajali žogo. Dovolj enostavno. V redu. Poglejmo tvoje sposobnosti. Najprej jo samo podaj. Nadzoruj in nato podaj. V redu. Kontrola. Kako je to sploh mogoče? Nadzoruj in nato podaj. Da, popolno. Zdaj bomo stopili stopničko višje. Premikali se bomo. Nadzoruj, podaj, da. Nadzoruj, podaj. Da. Podaja. Nadzoruj, podaj. Dobro opravljeno. Mislim, da si to nalogo zelo enostavno in uspešno opravil. Ni bilo tako težko. V redu, oče, ker se tako hitro izboljšuješ, ti bom zdaj dal najbolj začinjen izziv. Moraš nadzorovati žogo, ki prihaja naravnost proti tebi, tako. Vrgal bom žogo, ti pa jo nadzoruj, da pristane pri tvojih nogah. Razumeš? Zgleda precej enostavno. Poskusimo. V redu. Gor, nato pa nadzoruj z nogo. Gremo. Dober poskus. To bo navdušilo trenerja. Potrudil se bom po svojih najboljših močeh. To je bilo dobro. Tada, dobro opravljeno. Si pripravljen na peti in zadnji izziv, Ronaldo Chop? Da mi je dejansko všeč. Lahko nadaljujem. Lahko narediš še enega, potem pa morava naprej na Chop. Skoraj da. Pojdimo k Ronaldu. Ronaldo Chop. V redu, tukaj smo pri petem in zadnjem izzivu Ronaldo Chop. Pokazal ti bom, kako to pravilno narediti. Imaš žogo, greš naprej. Potem greš ostro in potem samo nadaljuješ naprej. Razumeš? To ne zgleda tako težko. Hej, poglej. In potem samo nadaljuj. Prvi del sem razumel. Upam, da sem tudi drugega. V redu, poskusi. To zmoreš. Chop. Ne čisto, ampak lahko ti uspe. Ostra poteza. To ni mogoče. Nisi niti naredil trika. Daj no, trener bo kmalu tukaj. Uspelo mi je. Mislim, da si izumil svojo lastno veščino. Daj no, naredimo to pravilno. V redu, pripravljen sem. Skoraj, kot da si skoraj tam. Da, uspelo mi je. Ja,
Oho, To bo zagotovo navdušilo trenerja. Kaj misliš? Bo oče prišel v profesionalno ligo in igral z Ronaldom? Zapiši v komentarje. Mislim, da bi moral. V redu, oče, dobro opravljeno. Mislim, da si zagotovo pripravljen. Ampak počakaj tukaj, imam nekaj zate. zame. To je. Kaj je to? Odpri. Pravi nogometaš mora imeti pravo uniformo in čevlje. Vav, prava nogometna uniforma. V redu. Ker bo trener kmalu prišel. Bolje, da se pripraviš. Trener, v redu. V redu. Kako ti je všeč? Kako izgleda? Kaj misliš? Mislim, da izgledaš odlično in zdaj izgledaš kot profesionalni nogometaš. Da. Torej, poglej, imaš opremo, imaš trening. Mislim, da si pripravljen, ampak zdaj bo prišel profesionalni trener, da si ogleda tvoje sposobnosti. Bolje, da si dober, sicer ne boš šel v klub. V redu, potrudil se bom po najboljših močeh. V redu. Počakajmo na trenerja. Morda nekaj vaj prej. V redu. Vse, kar sem te danes naučil, mu moraš pokazati. Dajmo, vadimo še nekaj podaj. Da, več podaj, več podaj. Dajmo, dajmo. Kaj? Živijo. 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 Torej, to je naš kandidat. Ja. Poslušaj, nimam časa za izgovore. Imaš 5 minut za prve 3 vaje. Če ti ne uspe, odidem. Če narediš napako, odidem. Razumeš? V redu, gremo. Poglejmo, kako hitro tečeš. Opazoval bom svojega očeta. Upam, da bo vse v redu. Dajmo, to zmoreš. Dajmo, 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 dajmo. Ja, Končano. oh, res dobro. Ni tako slabo. Zdaj na stožce, gremo. V redu, v redu, v redu. Ja. Ja. Vidim, da si v dobri formi. Zdaj strel, tečeš in greš. In zgornji kot. Gremo. Vem, kako to narediti. Ivan, bodi previden. Oče, to je bilo odlično. Še enega. Vav, dobro opravljeno. To je preveč enostavno. Naredimo strel iz podaje. Ivan, kaj je to? Tega nismo trenirali. No, to je trenerjev trik, samo sledi toku. Boš to naredil. Jaz sem najboljši. To je bilo res dobro od očeta. Rekel sem ti, da to zmorem. 4 minute, 24 sekund. Uspelo ti je. Dobro opravljeno. Dobro opravljeno, res? Vidim, da si pripravljen, ampak zame to ni dovolj. Ne dovolj, kaj misliš? Si videl to? Kako je to naredil? Ostani nepredvidljiv. No, srečno. Vav. O moj bog. Ja, mislim, da moraš to ponoviti. Vav, to je bilo super, ampak ti lahko pokažem dvigovanja. V redu. Gremo. Mislim, da mu lahko uspe. Zadnja stvar, zadeni gol z 20 metrov. 20 metrov, tega nismo trenirali. Ampak dajmo, zmoreš. Impresivno. Nisi blizu profesionalni ravni, ampak danes si pokazal pravo strast. To je pomembnejše od katerekoli tehnike. Presenečenje, ker si opravil vse teste. Prislužil si ta pokal. Vav, sem pravi profesionalni nogometaš. Čestitke, to je tvoja pogodba. Opravil si. Vav, pogodba profesionalnega nogometaša. Veš kaj? To je zate, Ivan. Kaj misliš, da je to zame? Nisem dovolj star. Čez nekaj let boš pripravljen na to. Veš, ti si res dober igralec. Si veliko boljši od mene. Hvala, ampak pokal lahko obdržiš. Da, seveda, pokal bom obdržal. V redu, se vidimo. Veš kaj? Rad gledam nogomet na TV. Čez nekaj let bom milijonar. Živijo, prijatelji, Ivan je tukaj. Danes bova z Marijo izvajala izziv z imenom, če očistiš, ga obdržiš. Očistila bova nekaj najbolj kul in najdražjih stvari od vse umazanije. Po vsakem krogu, ki bo trajal 5 minut, bova tehtala predmete na ogromni tehtnici. Kdor bo imel lažji predmet, zmaga. Na koncu bo poraženec doživel najbolj ogabno kazen doslej. Pritisnite tisti gumb za všečkanje. Gremo! Prvi krog. Vsak krog traja 5 minut. Tukaj imam precej velik predmet, prekrit z umazanijo.
Nimam pojma, kaj je to. Napišite svoje ugibanje v komentarjih. Izgleda kot nekakšna škatla, ampak je ukrivljena. Prav, prijatelji. Mislim, What the da že hell vem, is this? kaj je notri, ampak najprej moram ugotoviti, s čim bom to očistil. Imam dober občutek pri tej. Dajmo. 13. To, daj no. Mogoče bom imel srečo. No, poglejmo. Zdaj je čas za čiščenje in da bo še bolj zabavno, dobimo naključna orodja za čiščenje. Upam, da bom imel srečo. Tole. 19. Ni slabo. Dobila sem električni izvijač. Gremo. Metla. Kaj naj storim s tem? Da naj res samo z metlo odstranjujem to umazanijo. Ampak mislim, da je čas že stekel, zato dajmo hitro kaj narediti. Gre dol, pravzaprav deluje. V redu, poskusimo s tem električnim izvijačem. Dobro, začnimo. Poglej, lahko ga izdoldem. Tole stvar deluje kar dobro. Kaj pa, če ga poskusim razbiti na majhne koščke, kot je ta? Mislim, da začnem vedeti, kaj je to. Ampak da bom res prepričana. Poglejmo še ta del zgoraj. Ne kaže nobene barve. Mislim, da sem pometel večino umazanije, ampak moramo še drugo stran in zgornji del. Pojdimo, dajmo. Prijatelji, mislim, da vem, kaj je to. Mislim, da je to PS5. Dobila bom še en PS5. Pojdimo. Poglej, črna je. Zdaj vem, kaj je to. To je PS5. Kako tega nisem takoj ugotovila? Ampak čas beži, moram hitreje. Dajmo, da pospešim, lahko uporabim to kot kladivo. Poglej, da velik kos. Deluje res dobro. Zdaj še druga stran. Dajmo, Moram se potruditi, ker ne želim, da Ivan zmaga. Mislim, da sem dobil idejo. Ta metla ima dve strani, tako da lahko najprej razbijem umazanijo in jo nato pometem s to stranjo. Torej, naredimo to. Prijatelji, veste kaj? Ostalo je še 10 sekund. Sem preveč prepričan o tem. Marija nima možnosti, da me premaga in verjetno je dobila res slab predmet. Tako končal sem. V redu, to je to, končala sem. Upam, da je čistejša od Ivanove PS5. Pretehtajmo jo. Poglejmo si PS5 drugega. Moja je tako čista, zagotovo bom zmagala. Ne, mislim, da bom zmagal, ampak teža bo odločila, kdo zmaga. V redu. Dajmo, gremo. Pripravljena? 3 drugi. 3, 2, prvi. Gremo, zmagal sem v tem krogu. Moja je padla, ker je težja. Moral bi se bolj potruditi. Mimogrede, katero orodje si uporabila? Uporabila sem električni izvijač. To je kar dobro. Ne vem, kako si izgubila, jaz sem imel metlo. Samo vzemi, verjetno je že fuč. V redu, pa pojdimo na naslednji krog. Torej, ne diši po ničemer, očitno, ampak izgleda kot nekakšen čevelj. Lahko je Jordan, lahko je navaden Nike, lahko so Adidas. Je precej težka. Morda Air Max? To bi bilo res dobro, ker so zelo drage in zelo lepe. Ampak resnično želim vedeti, kaj je notri. Izberimo naše orodje. Prijatelji, poglejte, precej očitno je. Ni stol, ni žoga, ni pisalo. Očitno je to čevelj. Torej, izberimo orodje. Številka 7, tokrat srečna številka 7. Izgleda kot lopatika za peskovnik za otroke, ampak veš kaj, ima nekaj možnosti. Imaš različna orodja, kot so vilice, lopata in mini lopatika. Lahko bi bili uporabni, zato jih morda poskusim uporabiti, poskusim izvleči ta športni copad. Tole. 18 v mešalnik. Mislim, da bo to kar dobro delovalo. Imamo zvezdo, začnimo s to zvezdo. Dajmo, gremo. V redu, ta zvezda res ne deluje. Kaj je ta čevelj? Res ne morem povedati, je oranžen in črn. Moramo videti, kaj je notri, počakaj, kaj je to. Je to, kar mislim, da je? Je to podpis? Mislim, da je to Messi podpis. Ta predmet je tako dober. Moram se znebiti vse umazanije in ga zagotovo obdržim. Mislim, da sem zapravil preveč časa. Kaj naj naredim tukaj? Čas je za peko blatnih tortic.
O moj bog, vse leti okoli. Milimeter HMMM, neki oranžni čevlji. V redu je, nimam dovolj časa. Zdaj je čas za drugo stran. Kaj je to? To je čudno. Čez čevelj je nekaj pisanja. Mora biti res staro, ampak nadaljujmo. No, fantje, mislim, da je to najboljše, kar lahko naredim. Mislim, da me Marija ne more premagati. Obdržal bom ta čevelj s podpisom Lea Mesija. Nope. Gremo, ajde! V redu, končala sem. Pravzaprav je ta kar čist. Nikjer ni grudic. Vav, imamo nogometne čevlje. Ja, ampak tudi če zmagam, teh res ne želim. Poglej, uničeni so z nekakšnim markerjem. Kaj misliš? To je Ronaldov podpis. To je zelo dragoceno. Prosim, bodi previdna z njim. V redu, no, precej očitno je, kdo bo zmagal. No, pa poglejmo vse eno. V redu, pripravljeni. 3, 2, 1, gremo. Ja. Lahko ti jih prodam za $2. $20. V redu, V vzamem. redu, kje je denar? Dal ti bom kasneje. Ne, V redu, fantje. Zdaj je čas za nov krog in pravzaprav želim preizkusiti svojo intuicijo in poskusil bom uganiti, kaj je notri. Čudno. Nekaj mi pravi, da je ta predmet povezan z nekim outuberjem. Za tole. Uporabil bom številko 3. Poglejmo, kaj je to? Meč iz Minecrafta. Veš kaj, to je kar dobro. Fantje, če bi bil Marija, bi se osebno začel bati, ker se sooča s pravim mojstrom meča. Ali lahko to izrežeš? Upam, da nihče ni videl tega. Ja, seveda. Hvala. to je kar težko. Mislim, da bi to lahko bil Monopoly ali velika knjiga. Ne vem, ampak morali bomo ugotoviti. Zdaj je čas, da izberem svoj predmet. Upam, da imam srečo. 21. Mislim, da je to sesalnik s krtačo. No, poglejmo, kako deluje. Hvala Bogu, da se ni zlomilo. Ne, fantje, zlomilo se je. No, zdaj imam 2 orodja. Poglejmo, kaj lahko naredim, to je zadnji krog, zato moram vložiti čim več truda s tema 2 deloma, prav 3, 2, 1, gremo. Res ne deluje s tema 2 deloma. Tako da imamo tukaj malo pokritosti. Dajmo, uporabimo drugi kos. Poskusil bom zadaj. Dajmo. Kaj je to? To je nekaj. Preveč prahu, to izgleda kot Mrbeastov logotip, je to Mrbeastova torba polna denarja. Komaj čakam, da vidim, kaj je notri, odprijo. V redu, začnimo, ampak mislim, da bi morali to obrniti tako, natakni to. Nope. Ej, fantje, mislim, da je najboljše, če ga prebodemo s tem špicem. To ne deluje. Zdaj to posesajmo. Kaj je to? Fantje, mislim, da je to Mrbeastov logotip. Lahko je denar notri, moram pohiteti. Dajmo. Naredil sem, kar sem lahko, fantje, še vedno je veliko umazanije na tej torbi, ampak upam, da jo lahko odpremo in dobimo nekaj denarja. Pojdimo stehtati to z Marijo. Končala sem. To izgleda kot kovček. Z logotipom Mrbeast. In nekaj je notri. Res upam, da je to denar in da ga lahko osvojim. No, Marija, ti že veš, kaj je to, a ne? Ja. Nekaj gotovine. Dejansko izgledajo zelo podobno glede umazanije, ampak poglejmo, katera je dejansko lažja na tehtnici. Resnično želim dobiti ta denar. Ja, kaj pa, če je notri recimo $10,000? Poglejmo. 3, 2, 1. Začni. Ja, dobila sem denar. No, čestitke, Marija, zmagala si ta krog. Mi lahko pomagaš odpreti aktovko z denarjem notri? Prav, poglejmo tvojo nagrado.
Kaj? Bi lahko to imel? Yep. Ni šans, lahko dobim malo. Čas za naslednji krog, počakaj. V tem krogu želijo, da očistimo skalo. Prav, no, poglejmo, katere pripomočke bomo uporabili. Številka 24. Poglejmo predmet. Kaj je to mini Bager, zgleda kul. Želim ga preizkusiti. Fantje, ne vem, če je ta mini Bager dovolj dober, da očisti to celotno skalo ali karkoli že je notri, ampak lahko poskusimo in poskusimo znova premagati Mario. No, ona me je premagala zadnjič, ampak tokrat jo bom premagal jaz. V redu, fantje, naslednji krog. In ta predmet izgleda kot rogljiček, mislim, poglejte, oblika, vse. Kakorkoli, ne izgubljajmo več časa, gremo naravnost k akvariju. Dajmo. 2. 5. To je kar ostro in koničasto. Preizkusimo s enim velikim udarcem. Prav, prižgimo ga, čas teče, moram se naučiti, kako to uporabljati. Te dajmo, Bager, potrebujemo več moči, zajemi to. Ja, okej, povzročili smo nekaj škode. Prav, mislim, da to ne deluje. Poglej to čudovito igralno ploščico. Paziti moram, da je ne uničim. Poglej, skoraj je že čista. Očistila sem jo z 2 udarcema. Zdaj moram le še izklesati vse majhne podrobnosti. Pod krmilnimi palicami. Vsak gram šteje. Sprašujem se, kako gre Ivanu? Malo časa je še ostalo, daj naredi nekaj, prosim. In čas je potekel. No, mislim, da sem naredil nekaj škode s tem mini bagrom, kar dobra igrača. To je to, kar sem dobil, ima nekaj umazanije. Ampak upam, da ima Marija veliko več umazanije in bom zmagal ta krog in osvojil njihov celoten video. Dajmo, stehtajmo to in preverimo težo. Okej, čas je potekel. To izgleda precej čisto. Mislim, nobenih kosov, nič. Ja, mislim, da bi lahko zmagala. Prav, stehtajmo naše igralne ploščice. 3, 2, 1, gremo, dajmo. Ja, gremo. Čestitke, Marija, s kakšnim orodjem si očistila svojo igralno ploščico? Dobil sem 5. Veš, jaz sem dobil mini Bager, s katerim sem poskušal zajeti igralno ploščico, ampak ni šlo čisto tako, kot sem hotel. Ja, ampak veš, da zdaj dobiš kazen. Oh ne, čisto sem pozabil na to. Gremo. Prav, gremo. Fantje, bil sem iskreno prepričan, da bom zmagal, ampak danes sreča ni bila na moji strani. Čas za tvojo kazen. Naredi to, dajmo. To je hladna osvežitev. Veš, kaj storiti. To zgleda tako zastrašujoče, ampak bom to storil šele, ko 6 pritisnete tisti gumb za všeček. Gremo. Prav, 3, 2, 1. Hvala, ker ste si ogledali ta video. Ne pozabite všečkati, se naročiti in komentirati. Najlepša hvala. Adijo, vsi.